Zdaj, jaz mislim, da kako bi rekla, neko visoko stopnjo pač ali pa alarmantno stanje v bistvu kaže predvsem to, da mladi imajo očitno službe, mladi delajo, pa še vedno ne morejo do stanovanja. Jaz mislim, da je to tista neka glavna sprememba, ne? Ker pač mladi so vedno imeli težave z dostopom do stanovanj, zaradi tega, ker ko ti prehajaš na trg dela, ti ali pa kot študent, v bistvu ti nimaš sredstev, da pač, oziroma da bi si privoščil to neko samostojnost in v bistvu ti kot v začetnem delu neke zaposlitve, običajno imaš tudi nižjo plačo, pač povprečna plača mlade osebe je nižja od slovenske povprečne plače, ne. In potem je vedno bilo mladim težko začeti, ampak zdaj to, glede na to, da mladi niso brezposelni oziroma še vedno so, ne, 60% cirka se mi zdi, mladih je še vedno brezposelnih, kar je še vedno višje od povprečja, slovenskega povprečja, ne, torej slovenska povprečna brezposelnost med mladimi kot starostni v bistvu skupini višja kot v ostalih, tako da to ne smemo pozabiti, ampak še vedno, torej mladi tudi kljub temu, da večini imajo službe, da so zaposleni, očitno situacija še vedno ni toliko boljša, da bi si lahko privoščili stanovanja. Zdaj, a to pomeni, da je problem samo v nizkih plačah, ali so hkratni ali v bistvu je bolj posledica samih razmer na nepremičninskem trgu, jaz mislim, da je kombinacija v bistvu obojega.